področje v epidemiji najbolj izpostavljeno, najbolj kritično, pri katerem bi se rad zadržal, pa je vprašanje domov za starejše občane. Tu je nastal največji delež presežnih smrti, nepotrebnih smrti in nastal je izključno zaradi neukrepanja ministra Cigler Kralja. Ne kar tako zaradi epidemije covida-19, ki bo vzela toliko in toliko duš, ne. Velik del teh smrti je bil tak, da bi se mu lahko izognili in da ga je bilo mogoče preprečiti. Že v prvem valu smo v Levici prosili, rotili ministra Cigler Kralja, naj vendarle poskrbi za dislocirane oddelke v domovih starejših. Oziroma v prvem valu ni bilo še take obremenitve na bolnišnično oskrbo, zato smo želeli, da tiste obolele starostnike, ki se jih le lahko premakne, da se jih premakne v bolnišnice in se jim tam zanje primerno poskrbi, ker seveda domovi starejših občanov niso primerno opremljeni, niti primerno kadrovsko sposobljeni za to, da bi rokovali z epidemijo na ravni najboljše možne zdravstvene oskrbe. Ta ideja in ta pot ukrepanja, po kateremu se obolele pa okužene starostnike, malo odvisno od situacije do situacije, premesti v neke dislocirane oddelke oziroma se jim nameni bolnišnično oskrbo, najboljšo oskrbo, ki bi jo lahko dobili, je bila v resnici pobuda skupnosti socialno-varstvenih zavodov. Se pravi delovnih kolektivov, ki držijo pokonci in še kar držijo pokonci tudi v epidemiji covida-19 domove starejših občanov. Pa je bila v teh domovih že pred epidemijo zelo huda kadrovska stiska, ljudje so bili izjemno obremenjeni, zgarani, medicinske sestre so podplačane, množijo se dolgotrajne bolniške odsotnosti in tako naprej. Vse to je bil bob ob steno. Smo sklicevali sejo v Državnemu zboru, ja mi pa tega ne potrebujemo, to zares ni nekaj, kar bi prišlo v poštev. Namesto tega se je ministrstvo spravilo v risanje raznobarvnih con znotraj domov starejših občanov, ki seveda niso naredile prav nič in širitve okužbe niso zamejile. Prvi val se je končal, prišlo je poletje, vlada je opozarjala, nikar se ne sprostite preveč, prihaja drugi val. Ta opozorila je očitno usmerila samo na 2 milijona državljank in državljanov, sama pa jih ni poslušala, kaj šele, da bi se po njih ravnala. In prišel je drugi val, no tam so pa presežne smrti in nepotrebne smrti v domovih starejših zares poskočile. Ker je minister Cigler Kralj čez poletje gledal stran, se je epidemija razpasla po celotni državi, udrla v prenekateri dom starejših in starostniki so potegnili kratko, malomarnost ministra Cigler Kralja so plačali s svojimi življenji.